Kaj sva rekla, da so doše? Doše so v bistvu energija, če jih lahko tako imenujem. Je kar precej težko v bistvu vse te sanskritske izraze, indijske izraze prevesti. Angleži so jih že nekako, ne? Oziroma Slovenci pa še nimamo čisto točno, bom rekla, določenih izrazov, kako bi to lepo povedali, ker tukaj je taka znanost odzadaj, da midva nimava časa en teden, da ti vse razložim. Ampak bom na kratko razložila. Doše so energije, 3 energije v našem telesu, ki so najbolj pomembne. Forces, po angleško. In prej sva govorila o 5 elementih. Ogenj, voda, zemlja, zrak, eter. In vsaka izmed 3 doš ima svojo glavni element in še zraven pomožni element. Vata doša je sestavljena iz zraka in iz etra. To je najbolj subtilna oseba na svetu. Najbolj sebe čustvena. daješ v to kategorijo? Ne sebe daje. Ne, prej si omenila. Bom do konca razložila, da me boš razumel. To je subtilna oseba, deluje srčno koherenco, številke jo ne zanimajo, spi malo, rahlo, vse vid, vse jo zanima. V glavnem, vse začuti takoj, ker je eter zrak, veter, ne, tudi nima obstanka, ne, ona bi skozi nekaj hodila okrog, pa bere 5 knjig naenkrat, pa recimo tak primer. Pita doša, njen glavni element je ogenj, voda. Pita doša je racionalka, deluje z razumom, inteligentna, napredna, vse mora imeti v številkah, vse mora imeti zračunan, deluje z umom, ona je analitik, ona je dober programer. Dam par primerov iz preteklosti, Hitler, Stalin, Napoleon, Tito. Koliko jih je treba še pobiti? Še 100,000, tja moramo priti, v redu je. Ne? Racio, izključno cilj, ne? Moč. Vatin sedež je v debelem črevesju. Pitin sedež je v tankem črevesju, tam, kjer je absorpcija hrane. In ker je njen primarni element ogenj, ima zelo dobro prebavo, jaz rečem, da bi Pita še bager pojedla, pa bi drug dan šla na veliko potrebo. Medtem ko vata doša, ki je eter zrak, je pa non-stop zaprta. Plini, napetosti, težko odvajanje blata in tako naprej. Kafa doša, da bom zelo na kratko razložila. Ne, kar lahko na dolgo. Ja, ne morem, pa ker nimamo časa. Ja, ne vem. Kafa doša je pa zemlja, voda, oziroma voda, zemlja. To je pa v bistvu najbolj prizemljena oseba, taka počasna, lenobna, in boš nekaj dal za delati, bo 3 dni delala, kar imaš ti narejeno v 5 minutah, v glavnem rada velikje, rada spi, bomo že kako, bomo že, saj se nič ne mudi, v glavnem sočutna, ljubeča, empatična, jaz rečem, da je to ena taka mama zemlja. In vse 3 doše, njen sedež pa je v želodcu in je odgovorna za limfni sistem oziroma za sluzi v našem telesu. Zato je podvržena recimo virozam, gripam, anginam, astmam. Ko se ji ta sluz nabere, sploh zdaj recimo jesen, je za kafo zelo nevarno obdobje, so te bolezni bolj izražene. Ker pa je odgovorna tudi za limfo, so pa te ljudje podvrženi debeljenju. Ker to, kar vi na zahodnem svetu, kar mi govorimo o debelosti, največkrat je to samo zastala limfa, zastrupljena zastala limfa v telesu. Sprav, če nekdo debel ali pa preveliko ima težo ali pa preveč maščevja? Ne maščevje. Maščevje je eno, limfa zastrupljena je pa druga. Ampak sej tem predebelim ljudem, merimo maščobo, in zmerimo tudi preveč maščobe. Ponavadi, Tudi, ampak
prej, ko sem govorila o elementih, naše telo je več kot 70% vode. Že tako. In ko se kafi ta voda, zastala limfa, ker je limfa zastaja, še poveča, ima tudi ogromno vode v telesu. In to je ta zastrupljena limfa. In da dokončam zdaj te 3 doše. In vsaka izmed teh 3 doš, ker Ajurveda deluje na holistično, se pravi telo, duh, je tudi manas prakriti oziroma ta umski del razložena, in njihova čustva. Vata doša je podvržena strahu, anksioznosti, tesnobam, depresijam, vsega jo je strah. V glavnem, meditacija je zanjo najboljša rešitev. Umirjanje uma. Pita doša je ljubosumje, razdražljivost, ogenj, ljubosumje, razdražljivost, nepotrpežljivost. Recimo en tak odziv značilen pit, a ti nisem že 100-krat povedal, ker Pita ima zelo dober, perfekcionističen in tudi zelo natančen in tudi spomin ima izjemen. Piti enkrat poveš, si zapomni do konca življenja. Je pa zanimivo, da dolgoročen spomin pa nima toliko dober. Vata doša ima pa, ker ima vsak dan, ker je toliko vetra, toliko informacij, ima slab kratkoročni dolgoročen ga ima pa super. Lih obraten je prvati pa prpiti. Se pravi, kafa doša, ki je pa porušena na čustvenem nivoju, je pa to v bistvu ena oseba, ki je pohlepna, grabežljiva, pogoltna. V glavnem vsa ta čustva so izražena v teh 3 došah. In zdaj, to je najpomembnejše. Vse 3 doše so v vsakemu izmed nas. Noben nima sam ene doše. Običajno sta izražene malo bolj 2 doše. Vata, pita, kafa, to so dvodošni ljudje. Enodošnih ljudi je bolj malo. Tisti so bolj ekstremni. To so tisti, ki ima eno došo več kot 50% prisotno. Tako v procentih povedala. Potem so pa še enakovredno 3-došni ljudje. Tem pa rečemo satvični ljudje. To so pa najbolj umirjeni ljudje. Aha, ki imajo v ravnovesju vseh 5 elementov.